Ob sončnih jesenskih dneh pouk na domu v družini Irišič poteka kar na klopici pred hišo. Začne se ob 9 vsak dan. Včasih se mi ne da, ne želim, ampak pač moramo pojemati zajtrk in Mama mi da pol navodila in potem grem v sobo in začnem reševati. Lani Nana se šolata v družbi sestrice Mete, zaradi katere je mama Urška to šolsko leto doma. Odločitev za šolanje na domu je bila tako lažja, sprejeli pa so jo predvsem zaradi korona ukrepov v šoli. Jaz sem izjemno hvaležna, da jaz letos to možnost imam in sem jo tudi izkoristila. Ne vem, kako bo dalje, vem pa, da vložimo mame ogromno dela v priprave za šolanje na domu, tako da res zahteva celega človeka. Po zakonu o osnovni šoli ima vsaka družina pravico do šolanja na domu. O tem mora pred začetkom šolskega leta le obvestiti matično šolo. V tej družini so se tako odločili za eno šolsko leto. Kako bo naslednje leto, se bodo dogovorili skupaj. Edina obveznost šolajočih se na domu so izpiti ob koncu šolskega leta. Drugo šolko Ano takrat čakata izpita iz znanja slovenščine in matematike, petošolca Lana pa še iz angleščine. Strah me pa še ni, ker je to še dolgo pred menoj. Prijateljev ne pogrešata preveč, saj veliko časa preživita z vrstniki. tako in tako hodim na veliko športov in se pač tam tudi s kakimi prijateljicami vidim. Hodim na jahanje, tam imam eno prijateljico in se kaj pogovarjamo, pa še skupaj jahamo. Imam kar več prostega časa. Za recimo kolesarjenje, ko končam šolo, pol, če me ati čuva, vzame motor, pa se grem malo pelat. Prednost šolanja na domu je, poleg več prostega časa, tudi več časa, ki ga preživijo skupaj.